Osnova medgeneracijskega sožitja so odnosi. Ti pa so odvisni od več dejavnikov. V prvi vrsti od vzgoje, od vzorcev vedenja, ki smo jih podedovali od naših staršev. Ko smo mi kot otroci gledali naše starše, kako se vedejo do samih sebe in do drugih, kako znajo v kritičnih trenutkih poskrbeti zase in za druge, kakšne so reakcije v težkih trenutkih, odzivih na strah, veselje, žalost, jezo in ljubezen. Vsa ta vedenja smo opazovali in se iz njih učili. Tukaj ni pomembno, ali menimo, da so reagirali prav ali narobe. Ta zapis našega dojemanja, ko smo jih opazovali, ostaja v naši podzavesti. Ko se sami znajdemo v končljivih situacijah in reagiramo instinktivno, črpamo iz tega spomina. Tako kot smo mi podedovali vzorce vedenja od naših staršev, tako tudi naši otroci gledajo nas, kako reagiramo in se vedemo v določenih situacijah. Razen, če se nismo zavestno odločili, da svoje reakcije in vedenje spremenimo. Za spremembo le-teh je potrebna trdna odločitev in pravilen pristop, da je ta sprememba mogoča. Vsaka pozitivna sprememba na sebi pa pozitivno vpliva tudi na naše otroke. Tako kot bomo mi znali poskrbeti zase, tako bodo tudi otroci znali poskrbeti zase. Ker otroci se učijo z vzgledom, kot smo se mi od naših staršev. Odnosi pa so odvisni tudi od tega, kako vešči smo v komunikaciji. Ta je največkrat odvisna od tega, kakšen odnos imamo do samega sebe in kako dobro se poznamo. Tukaj zraven je pomembno tudi, kako dobro prepoznamo svoja čustva in občutke in jih znamo izraziti in kontrolirati na zdrav način, ki ne škodujejo nam in okolici. Vse to se da tudi naučiti, če nismo dobili dobre podlage z vzgojo in zgledom naših staršev. Na kmetiji je težje vzpostaviti neko medgeneracijsko sožitje, ker imamo odnose z našimi najbližjimi. Če ostajamo v svoji primarni družini, so se odnosi gradili že od našega rojstva dalje. Če pa smo prišli na kmetijo, je odnose potrebno na novo definirati, saj vsak prihod druge osebe na kmetijo zamaje že ustaljeno družinsko dinamiko. Od nas je odvisno, kakšne odnose bomo imeli, saj se moramo zavedati, da v vsaki situaciji in odnosu imamo izbiro. Izberemo, na kakšen način bomo komunicirali z določeno osebo, ali pa tudi dopuščamo ali pa ne dopuščamo določenega vedenja druge osebe. Seveda je potreba v vsakem odnosu postaviti meje in se jih držati, na drugi strani pa spoštovati in upoštevati meje drugih. Morda še beseda ali dve o nasilju v družini. Kadar je prisotno nasilje v družini, je naša primarna vloga, da zaščitimo sebe in če smo starš, seveda tudi otroke. V primeru, da pa se zavemo, da mi izvajamo nasilje, je pomembno, da si poiščemo pomoč, kjer lahko pogledamo, kaj je vzrok, da izvajamo nasilje in najdemo načine, kako to spremeniti. Težave med generacijami se velikokrat stopnjujejo ob prenosu kmetije, ker je to zelo stresen dogodek, ne glede na to, ali vse poteka gladko ali ne. Ob tem dogodku se vzbudi cela paleta strahov in dvomov, ki jih je pametno pogledati od bliže, in če je treba razrešiti, najbolje seveda še preden pride do predaje ali prevzema kmetije. Na koncu ponavadi pridemo do zaključka, da so naši odnosi v življenju odvisni od odnosa do samega sebe. Če znamo poskrbeti zase, potem bomo znali tudi za druge. Če bomo razumevajoči do sebe, bomo tudi do drugih, in če bomo spoštljivi do sebe, bomo lahko do drugih. Poznamo primere, da je nekdo prijazen, vedno pripravljen pomagati, ustrežljiv in tako naprej. Vendar opazimo, da ne zna skrbeti zase. Taka ustrežljivost ne izhaja iz ljubezni do bližnjega, ampak iz strahu. Morda kaj bodo rekli drugi, ali pa morda preventivno, da se jim ne bo zgodilo kaj
ali da ne bodo deležni določene reakcije drugega, ki jih uspe prizadeti. Živeti polno in kvalitetno življenje pomeni, da delamo stvari iz ljubezni in ne iz strahu. Tudi kmet, ki kmetuje iz ljubezni do poklica in zemlje, ima drugačen pristop kot nekdo, ki kmetuje iz strahu, da bo moral nekaj spremeniti ali predrugačiti, nekaj preoblikovati ali celo opustiti kmetovanje. Neutemeljeni strahovi, ki so lahko stalnica v našem življenju, so zelo razdiralni za medgeneracijsko sožitje. Poznamo ljudi, ki jih je celo življenje strah, da bo njihova kmetija propadla, kljub temu po 200 letih še vedno deluje in to z vsako generacijo bolj. Odločitev za spremembo je na vsakem posamezniku in mora biti prostovoljna. Kmetje imajo na voljo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije brezplačno psihosocialno podporo, ki jo financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja 2014 do 2020, kjer lahko s področja odnosov, nasilja, odvisnosti, stisk in drugih težav v duševnem zdravju pogledamo globje, odkrijemo vzroke, zakaj so naši odnosi disfunkcionalni in poskušamo najti pot, da vzpostavimo bolj harmoničen odnos. Odnosi so lahko v našem življenju nekaj najlepšega, kar doživljamo, lahko pa nam tudi zelo zagrenijo življenje.